Torej v galeriji Božidar Jakac v nekdanjem cistercijanskem samostanu iz 13. stoletja, pravzaprav v jedru tega samostana, v bivši cerkvi, se predstavlja hrvaški umetnik iz Zagreba, Neven Bilić, ki je eden od pomembnih protagonistov hrvaške sodobne umetnosti in kiparstva, sicer tudi profesor na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu. Kustosinja razstave je Vesna Meštrič, namreč ta projekt je nastal v sodelovanju z Muzejem sodobne umetnosti iz Zagreba. Torej, Neven Bilić ima že neko utečeno estetiko za sabo in se ukvarja z razmerjem med tehnologijo in umetnostjo v grobem. Konkretno to v njegovem primeru pomeni, da se precej posveča netradicionalnim materialom, v primeru te razstave predvsem polimerom, ki so torej oblikovani v neke gmote, geometrične in seveda izražajo neko nasprotje med organskim in anorganskim. Zelo ga zanimajo tudi rastlinske forme, torej vegetabilni ornamenti, ki se pojavljajo na teh njegovih skulpturah oziroma objektih. Po drugi strani pa neke kompleksne oblike, konfuzne, difuzne in vse to seveda vzpostavlja neko specifično komunikacijo v tem sakralnem prostoru. Namreč ne smemo pozabiti, da tudi ta cerkev ima v sebi, nosi nasprotja teh dveh estetik, to se pravi anorganske, konkretno gre tukaj za neke kapitele iz prehodnega romansko-gotskega obdobja, medtem ko na baročnih štukaturah opažamo tudi precej teh vegetabilnih form. Po drugi strani imamo pa seveda tudi ogromno geometrične retorike v sami arhitekturi in vse skupaj, torej ta Bilićeva estetika dela iz zadnjih 10 let zelo dobro sedejo v ta prostor. Torej, fenomen ponavljanja v Bilićevem opusu nasploh ali pa v opusu kateregakoli umetnika je seveda na nek način eno ključnih vprašanj, kako pač samo formo in z obliko preiti v nek likovni izraz, avtentičen, in Bilić si tukaj precej pomaga s tehnologijo in seveda živimo v digitalni dobi, česar avtor ne zanika. Tudi sami materiali so seveda bolj umetni, vendar pa v končni fazi postavljeni v neke nove prostore, ki so bodisi bolj organski ali anorganski, pač vzpostavljajo neko novo komunikacijo s prostorom in seveda tudi s samim obiskovalcem. V samem prostoru pride tudi do nasprotja, ki se izraža na samem kiparskem delu. Namreč, če pogledamo cistercijanski samostan in delavnice, ki so izoblikovali te kapitele, torej kamen kot tak material, ki je seveda težak in ima neko svojo govorico. Po drugi strani pa imamo tukaj pri Biliću
polimere, neke gmote, ki delujejo oddaleč težko, ne. Delujejo masivno, ko pa pridemo blizu, opažamo, da so pravzaprav lahke. Bilićeve skulpture so tehnološko zelo precizno, seveda jih predtem obdela v digitalnem mediju in potem seveda tudi na nek način ukalkulira, kako bodo zadeve stale v posameznih prostorih. Ta razstava na nek način prikazuje tudi to plat njegove estetike, namreč izrazito monokromna dela. Torej, kljub temu, da umetnik, ki seveda ni zdaj kipar v tistem klasičnem pomenu, ki bi izklesal zadeve in jih torej fizično obdelal, torej kljub temu, da ustvarja v digitalnem mediju, kjer je seveda neskončno število možnosti za barvne odtenke, so njegova dela monokromna. Torej, v našem primeru imamo samo dve barvi, torej črna in bela, in obe dve se zelo lepo uskladita, sta v sozvočju z asketskostjo tega prostora.